Andrej vse od usodne nesreče ni zmogel na grob umrlega prijatelja. Še danes trpim, tokrat bijelko sam, pri meni sem mislil, Moja najhujša kazen je živeti z zavedanjem, kaj sem storil, priznava. In obsoja slovenski pravni sistem, po katerem alkohol sploh ne more biti glavni vzrok prometne nesreče. In tako se v sodnem procesu alkohol najde kot sekundarni vzrok, se pravi kot olajševalna okoliščina. Zato, ker v zakonu o pravilih cestnega prometa psihofizično stanje udeležencev sploh ni navedeno kot možen vzrok prometne nesreče. In tako so med policijskimi podatki kot najpogostejši vzroki za nesreče navedeni. Neustrezen premik z vozilom, hitrost, nepravilna stran ali smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Alkohola in drog ni, pa čeprav medicinska stroka poudarja, alkohol pomembno vpliva na zmanjšanje vozniških sposobnosti in predvsem na slog vožnje. Jaz absolutno podpiram dejstvo, da je alkohol primarni razlog. Mi vemo, da 11krat pogostejše so prometne nesreče pri alkoholiziranih voznikih kot v primerjavi z nealkoholiziranimi in tudi sama teža prometnih nesreč je hujša, 4krat več je smrtnih žrtev. V večini zahodnoevropskih držav je vožnja pod vplivom alkohola ali drog kriminalno dejanje. In tega ta država ne dopušča in represivno zelo močno udari po tovrstnih storilcih. V Sloveniji vlade, policija, Agencija za varnost v prometu, civilne organizacije proti alkoholu nastopajo le na načelni ravni, s kampanjami in besedami. V praksi pa nihče ne spremeni tega absurdnega zakona. Več bi lahko storili tudi družinski zdravniki, priznava naša sogovornica, ki dobro vedo za paciente, ki imajo težave z opijanjem. V pravni enoti prijavljali tiste, za katere vedo, da vozijo pijani, jih večkrat napotili na zdravljenje. Dejstvo, da osebni zdravnik tukaj na nek način tvega neko zaupanje od bolnika, da so to res težke odločitve in sem poslala naprej, večina teh pacientov se potem izpiše.